Gradnja podvoza, ki bo prinesel kar nekaj prometnih sprememb, precej pa bo spremenjen tudi izgled celotnega območja v okolici železniškega prehoda, je pravzaprav nujna. Iz Inšpektorata Republike Slovenije za železnice bila izdana odločba, da se nivojski prehod v urbanem središču zaradi neustrezne ureditve glede na obstoječe pravilnike ukine. To je bila tudi potem prva točka, s katero smo mi pristopili k ureditvi tega problema. Ureditvi pa je zraven odločbe inšpektorata botrovala skrb za varnost, saj je železniški prehod na Ljubljanski ulici izjemno frekventen, tako iz strani pešcev in kolesarjev, kot tudi motornega prometa. Prav zaradi tega bo projekt logistično izjemno zahteven. Če pogledamo danes tukaj lokacijo samega podvoza, tu bo prišlo do popolne zapore, zato bo treba promet, se pravi že najprej na sami pariške komune, preusmerjati na ulico Gorkega, delno seveda tudi na Titovo. Zdaj smo v zadnji spremembi ugotovili tudi, da bi lahko seveda delno tudi na Jezdarski potekal promet. Največjo težavo smo seveda naleteli pri tem, da je občina želela predhodno izvesti na križišču ulice Gorkega, Jezdarske in Betnavske krožno križišče, žal ni pridobila tukaj zemljišč, tako da bo tole bom rekel danes dokaj neposrečeno križišče dejansko ostalo z določenimi prilagoditvami takšno, kot je. Gradnja podvoza pa naj ne bi ogrozila prometne poti več 1000 pešcev in kolesarjev, ki dnevno prečkajo železniško progo. Prav tako ne bo ogrožen železniški promet, saj gre za edino železniško povezavo z Rušami in Dravogradom. Na Žitni ulici dejansko moramo izvesti nivojski prehod za čas gradnje, predvsem bo promet pešcev pa kolesarjev potekal preko Magdalenskega parka. Tukaj je nekoč nivojski prehod že bil in tukaj moramo potem seveda zagotoviti, da bo teh več tisoč pešcev in kolesarjev nemoteno potekalo vsak dan tukaj in tudi dostop do oba perona železniškega postajališča bo isto potekal preko zavarovanem nivojskem prehodu. Nivojski prehod bo zavarovan z zapornicami, se pravi, da tukaj bo vožnja vlakov, bo za zapornice spuščene, podobno kot funkcionira zadeva danes. Ker gradnja ne bo potekala v neposredni bližini stanovanjskih objektov, dostop za stanovalce tako ne bo omejen, kakor tudi ne do garaž Univerzitetnega kliničnega centra. Bo pa po obnovi nekoliko spremenjen prometni režim. Bo pravzaprav promet bolj tekoč, kot je bil danes. Zakaj? Pešci in kolesarji in tudi seveda motorna vozila bodo neovirana, izvennivojsko prečkala železniško progo. Pred in za podhodom bosta na Jezdarski in na Moše Pojade izvedena 2 krožna krožišča, tako da bo v bodoče promet tako za vse udeležence v prometu potekal bolj varno in bolj tekoče. Zdaj, kot vidimo iz te prometne zasnove, bistvenih sprememb prometnega režima, razen da gre za 2 krožna križišča, ne bo. Gradnja bo korenito spremenila zunanji videz bližnje okolice, saj projekt na strehi podvoza predvideva 2 manjša trga, kolesarsko pot, ki bo v podvozu fizično ločena od motornega prometa, revitalizirana pa bosta tudi oba dela Magdalenskega parka. Lahko vidimo, kako bo zadeva izgledala. Na tej strani vidimo tale pokriti del, v sredini imamo ta centralni del samega podvoza in tukaj se pravi drugo ploščad. Tehnologija gradnje podvoza bo potekala tako, da bo prevoznost enega tira vedno zadostna, se pravi z delno zaporo, se pravi ni predvidena tehnologija podrivanja, ker za to ni potrebe, se pravi z občasnimi polovičnimi zaporami bomo zgradili ta podvoz. Celotna vrednost projekta je dobrih 8 milijonov evrov, od katerih 60% prispeva država in 40 občina. Razpis za izvajalca del bo vodila Direkcija za infrastrukturo. Pričakovati je, da se bodo gradbena dela začela v mesecu maju in trajala približno 16 mesecev.